Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. Tudi danes za vas pripravljamo pestro oddajo z gosti v studiu v živo. Danes bomo predstavljali, kaj se dogaja tukaj, po domače lahko rečem čez cesto, v največjem nakupovalnem središču v regiji, v City centru Celje, kaj pripravljajo, zdaj tale črni petek se obeta, pa tudi praznično obdobje. No, več o prazničnem obdobju bomo govorili potem z drugo gostjo, s katero predstavimo pravljično Celje. Zavod SLA Celje je danes namreč predstavil program tega, kaj se bo dogajalo v mesecu decembru v mestnem središču. No, ker pa je ta teden tudi teden splošnih knjižnic, bomo ob koncu oddaje spregovorili tudi še o tej temi. Ampak gremo lepo po vrsti. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam prej napovedano prvo gostjo tokratne tedenske izdaje, to je Nena Horvat, vodja marketinga v City centru Celje. Nena, živijo, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, takole, omenil sem v uvodu, da se zdaj začenja kar pester čas tudi za vaše nakupovalno središče. Ne dvomim, en izmed tistih delov leta, kjer je pri vas zelo pestro. Vse se skozi vse leto dogaja, ampak zdaj prihaja pa še tisti dodaten čas. In en tak nekaj vrste nov praznik so pred leti uvedli pri nas in tudi v City centru ste ga seveda sprejeli. Zakaj pa ne? In tale petek, smo že nekateri pravijo kar v črnem tednu, pred tem črnim petkom. Seveda pripravljate tudi v City centru nekaj povezavi s tem, bodimo iskreni, nakupovalnim praznikom. Tako je. Naj rečem najprej tradicionalno, hvala za povabilo in nekako v tem času se vedno tukaj srečamo, kar me veseli. Saj smo dokaj sosedje. Sosedje, to sem prej rekel v uvodu. Kaj ne rečemo, v bistvu nas je leto tako hitro zvrtelo, da smo tik pred božičnimi nakupi, december je tukaj in seveda zadnji petek v novembru pa je ta značilni Black Friday, ki pa je tudi pri nas dokaj popularen in moram priznati, da ko sem se sprehodila recimo po naših trgovinah, res izložbe vabijo, veliki popusti in to se mi zdi je tisti zadnji petek, ki je pred tem decembrskim vrvežem, res ponudi za res dobre popuste, ne samo zato, da se bomo oblekli v zimska oblačila, ampak tudi seveda že pomislili na tiste novoletne nakupe, božične nakupe, dokaj dobro oziroma odlično založeni, tudi seveda za naše najmlajše moramo že razmišljati, kaj jim bomo, Miklavž prihaja, Božiček prihaja, Dedek Mraz, tako da Black Friday je črni petek, ki obeta dobre popuste in zato vabljeni. Tokrat moram priznati drugače, do 22. ure si je vredno zapomniti, tako da petek bo tokrat malo daljši. Torej malo daljši petek, ne sreda, ravno obratno. Takole, Nena, potem pa pridemo iz konec novembra, začne se december, veseli december, praznični čas in tudi v City centru že tradicionalno pripravljate ta božično-novoletni sejem. Mislim, da se začne že kar potem na začetku meseca. Ja, v bistvu kar s 1. decembrom, tudi na to smo ponosni, da ga vsa ta leta imamo. To je dejansko dodana vrednost samemu nakupovalnemu centru. Pripeljemo namreč ponudbe, ki je sicer ni tukaj v našem nakupovalnem centru, pa tudi mogoče ne v bližnji okolici. To so izdelki, ki nam dejansko olajšajo še kakšen nakup za Božička, za Miklavža in celotno srednji prostor in tudi nakupovalne ulice bodo polne novih ponudb, tako da pridite. Torej od 1. decembra pa vse do zadnjega decembra v letošnjem letu. Tako, torej božično-novoletni sejem za vse tiste, ki ne vedo, kaj izbrati, ker je ponudba široka. City center pa že, če se ne motim, že 15 let dobro ve, kaj izbrati oziroma za koga izbrati darilo. To je tudi ena lepa, hvalevredna akcija, ki se nadaljuje. Zelo ponosni smo na to. Ponosni smo skupaj z našimi obiskovalci, da se je v bistvu ta naša tradicija ohranila in vztrajamo. Namreč to je dobrodelna akcija za obdarovanje otrok iz rejniških družin. Tudi to smrekico posebej za to pripravimo in jo postavljamo torej tudi ta petek. Kot že veste, zagotovo, ampak ne osvežim, risbice otroci narišejo. Narišejo v bistvu svojo željo, kaj bi si želeli dobiti v tem božičnem času. Risbica se vzame,
ali je to kakšna stvar, ki jo imamo doma, pa je zelo dobro ohranjena, ali je to tisti nakup, ki ga si želiš narediti in obdariti res nekoga. Naj povem, da so otroci z skromnimi željami, včasih tudi s takšnimi, ki so povezani z svojimi starši, ki jih dejansko žal nimajo. Naj še enkrat povabim res obiskovalci, tudi mi zaposleni veliko sodelujemo in risbice bodo tam pri infotočki City centra Celje. Vzameš jo, prineseš darilo na infotočko nazaj in mi potem preko centra socialnega, torej obdarimo otroke po posameznih centrih. No, tako. Veseli možje pa tudi ne bodo zaobšli v decembru, ne? Zdaj pa moramo mogoče še razveseliti koga izmed mlajše publike, če nas še spremlja. Božiček, Miklavž, Dedek Mraz, vsi trije pridejo? Klasika pri nas je Miklavž, vedno na 5. decembra in tako bo tudi letos, to je torek ob 18. uri pred City centrom, se pravi zunaj, pred glavnim vhodom. Že tradicionalno dejansko Miklavž obdari vse otroke, ki pridejo k nam. Vedno se potrudimo z posebnimi darilci, ki so nekako podpisani z našim imenom in nekako vedno tudi so takšna darila, ki omogočajo otroku ali igro, ali misel, ali karkoli povezano, ne samo tista sladkarija, ki tak ali tak prihaja tudi od drugod. Tako da 5. decembra ob 18. uri Miklavž pred City centrom. In pa Božiček. Božiček nas bo pa obiskal 21. decembra, tokrat tudi malo drugače, sprehajal se bo po naših nakupovalnih ulicah in tudi obdaroval otroke in tudi se z njimi fotografiral, tako kot radi pač to počnemo. Pa ne samo z otroci, pa tudi s kom starejšim, zakaj pa ne. Tako da jaz mislim, da povabila je veliko. Res veseli december je tukaj, verjamem, da se srečamo kje na ulicah City centra Celje. Nena Horvat, najlepša hvala za obisko naših studijev in lep veseli december tudi vam. Enako tudi vam in vam na malih zaslonih. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, nadaljujemo tedensko izdajo z naslednjo gostjo. V uvodu sem napovedal, da bomo predstavili Pravljično Celje. Danes so v Zavodu CLA Celje namreč predstavili program Pravljičnega Celja. Direktorica Zavoda CLA Celje, magistrica Maja Voglar, lepo pozdravljeni, lep pozdrav, živijo. Lepo pozdravljen tudi vam. Torej, to so mnogi Celjani nestrpno čakali, vem, po socialnih omrežjih sem videl, da so že bila vprašanja, kaj pa bo letos kaj v Celju, Pravljičnem decembru, v pravljičnem mesecu, v Pravljičnem Celju, pa bi mogoče Maja začela na začetku. Kdaj vse skupaj pričnete? Tako, Pravljično Celje letos pričnemo z prižigom lučk, to je 2. december, trajalo bo dogajanje 30 dni, zvrstilo se bo več kot 60 različnih dogodkov za različne ciljne skupine in dogajalo se bo na 8 različnih dogajališčih. Letos smo, glede na preteklo leto, dodali 2 novi dogajališči in sicer Pravljično mestno plažo ter Celjski grad. Celjski grad, torej tudi na Celjskem gradu bo letos pravljično vzdušje. Tako, na Starem gradu Celje bomo v letošnjem letu uprizorili srednjeveške viteške igre, srednjeveški dan, dvodnevni dogodek, v soboto v večernih urah z različnimi pravljičnimi zgodbami, gledališkimi predstavami, ognjemeti, ognjenimi predstavami. Naslednji dan v nedeljo, v dopoldanskem času, pa malo druge vsebine, ki pritičajo dnevnemu dogajanju. Aha, no sej, tale srednjeveško dogajanje je tako tradicionalno dogajanje poletnega, zdaj še zimska varianta. Vidim pa še eno stvar tudi, ki je ponovadi v uporabi v poletju in to je ravno ta nov prostor omenjen. Guštova mestna plaža bo zaživela torej tudi v tem decembrskem prazničnem vzdušju. Tako, za letošnje pravljično dogajanje v Celju smo po lanskoletnem zaključku dogodka naredili kar nekaj evalvacij in smo
zaznali, da si obiskovalci tega želijo. Tako da smo letos aktivirali z partnerjem to lokacijo, s partnerjem, ki je že to lokacijo čez poletje oživljal in dodajal neke nove programske vsebine in verjamemo, da bo to v decembru ena krasna popestritev in nekaj novega. Mogoče pa tako čisto v splošnem, na kratko, kakšne bodo podobnosti in kakšne razlike od preteklih let? Torej, nekaj sva že omenila. Tako, mogoče naj izpostavim, da ohranja se lanskoletni zanimiv koncept Severnega pola. Ohranja se tudi pravljična dežela, ohranja se dogajanje na zvezdi z vročicami, se pravi, poleg glasbe dodajamo tudi pripravljamo program z vročimi napitki in druženjem. Obogateli bomo zakladnico daril na Stanetovi in Gubčevi. Dodajamo pa kar nekaj novih vsebin. Ena med temi je pop-up Tic v Celju. Se pravi, da se bomo približali z vsebinami, z informacijami prebivalcem, obiskovalcem. V Celju beležimo vedno več turistov, ki povprašujejo in potrebujejo kakšne namige, dobre namige. Torej, mi bomo Tic, poleg obstoječega Tica na Glavnem trgu, aktivirali tudi Tic v zakladnici daril. Torej, da ne bodo turisti samo v Tic hodili, ampak bo Tic šel do turistov. Tako, se bomo približali. Seveda bo pa tudi to eno izmed lokacij za nakup kakšnih lepih priročnih daril. Zanimivo za otroke. V sklopu zakladnice daril se bo pripravila tudi piškotarna. Se pravi, da bodo otroci in starši lahko se poskusili v peki dišečih piškotov, ki se tudi pritiče temu obdobju. Dodali bomo Božičkovo tovarno daril na Glavnem trgu 8. Balet v Celje prihaja, v Celjski dom prihaja ukrajinska zasedba, baletna zasedba, ki bo uprizorila Hrestača in Trnuljčico. To je nekaj na novo. Ter, kot sem že omenila, zimski srednjeveški dan na Starem gradu Celje. Torej, zelo pestro dogajanje. Tam pred novim letom, oziroma vem, da veliko ljudi ima rado tudi te koncerte, na Krekovem trgu, velike koncerte z znanimi izvajalci, tudi to letos ne bo manjkalo. Tako, poleg koncertov pa imajo ljudje radi tudi hrano. No, seveda, ja. To smo tudi... To gre z roko v roki. Tako, to gre z roko v roki. Začnemo z... Nadaljujemo pravzaprav za zgodbo Okusi Celja. Tokrat bomo imeli pravljične okuse Celje z Markom Pavčnikom, z gospodom Tonetom iz Uštirke ter z gostilno Francelj, z Sebastianom. Tako da zagotovo naše borbončice ne bodo trpele, ki pa se bodo potem nadaljevali v to koncertno obdobje na 3 dogajališčih, Glavni trg, Krekov trg in Zvezda. Začenjamo z decembrovanjem, z Radijem Fantasy, z Kolonijo, potem nadaljujemo Celjski Dixieland, Christmas Special Vocal, Beka Studio, Tabu, glasbena romantična zgodba, Senida in novost v letošnjem letu, silvestrovanje z 2 skupinama, glasbenima skupinama, z Zvito Feltno in z LPS, celjskimi, lokalnimi glasbeniki. Tako. No, tako. Tudi to je bilo vedno vprašanje. Kdo bo pa za Silvestrovo igral in silvestrovanje tudi letos bo. Silvestrovanje mogoče bo. Čisto tako prešinilo me to vprašanje, ki je vedno zdaj zadnja leta bolj aktualno. Kaj pa ognjemet? Ne, ognjemeta pa ne, zato ker
Celje se obnaša trajnostno, ekološko in tudi v sklopu vsega tega pravljičnega dogajanja bo prisotna ta nota. Tudi pri prireditvah bomo pazili na to, da gremo v povratno embalažo ali kot kavcija ali bodo kozarci iz recikliranih materialov, ločevanje odpadkov, tako da zasledujemo resnično to trajnost. Tako, pa še praznično bo za živali. Tako. Bolj praznično. Zelo. Fino, mogoče še omenimo tudi ena taka stvar, tradicionalna, vse to je že samo po sebi umevno, verjetno tele tržnice, ne? Mesto v decembrskem času napolnijo te stojnice, tudi tega bo letos kar dosti, ne? Ja, mestna tržnica, to smo poimenovali oziroma božični sejem, smo poimenovali zakladnica daril in se bo razprostezala skozi Stanetovo in Gubčevo. Poleg darilnega programa, ki se bo ponujal v teh hiškah, so se aktivirali tudi lokalni gostinci, mestni gostinci in dodajamo še gostinsko ponudbo, dodatno enega zunanjega gostinca, tako da tam se bo dogajalo. Hkrati pa na tej sami lokaciji, zato da bo še bolj pestro, še bolj zanimivo, dodajamo ulične predstave, različne aktivacije v mestu, v vitrinah poslovnih prostorov, ki so sicer čez leto zaprte, jih oživljamo in dodajamo mjuzikle, baletne predstave, krajše baletne predstave, tako da zagotovo se bo dogajalo in vsak bo nekaj našel za sebe. No in tako je tudi prav. Maja, mogoče za konec še tega pogovora, sva kakšno stvar pozabila izpostaviti. Zdaj, prav, verjetno je nemogoče, da si vsi to zapomnejo, vse, kar sva povedala. Tule ste pripravljene take letake, pa verjetno tudi na splet bova usmerila, ne? Tako je, zagotovo sem kaj pozabila omeniti, ker je res ogromno dogodkov. Vse informacije bodo objavljene na naši spletni strani vizicelje.eu, na Facebook strani, na Instagram. Določene dogodke bomo pa tudi preko ostalih medijev izpostavljali in opozarjali na nje. Tako da pripravljeni ste na pravljično Celje, zdaj mora pa Celje samo ga še začeti uživati, ne, v prihodnjem tednu. Tako, verjamem, da z vsemi obiskovalci, da bo dobilo pravljično Celje res tisti pravi pomen, ki ga ima beseda pravljično. No tako, saj je za ljudi in brez ljudi ga ni, ne? Tako, res je. Ljudje smo tisti, ki damo dušo. Tako. Maja, najlepša hvala za obisk in naj tale letošnje pravljično Celje naj bo res pravljično. Hvala, vabljeni. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clevertouch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clevertouch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno.
Espresso? Dvojni. Koliko tak hit? Centralka? Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Izbira talne obloge pomembno vpliva na končno podobo prostora in kakovost bivanja v vašem domu. Gre za enega večjih finančnih vložkov pri opremljanju in od vas zahteva tehten razmislek. Odločitev je lahko težka, a ne, če vam pri njej pomagajo naši izkušeni strokovnjaki, ki z vami pretehtajo prav vse prednosti in slabosti posameznih materialov. V Kemoplastu boste našli pravo talno oblogo za prav vsak prostor vašega doma. Prepričani smo, da kakovostna talna obloga pomembno vpliva na vaše vsakdanje življenje, zato si že več kot 30 let prizadevamo, da pri nas vsak najde udobne, lepe in praktične rešitve za svoj dom. Odkrite pestro ponudbo naravnih parketov, ki bodo v vaš dom vnesli eleganco in toplino. Spoznajte luksuzne vinilne talne obloge za udoben in praktičen vsakdan. Seznanite se z novimi razsežnostmi mehkobe preprog in drugih tekstilnih talnih oblog ali pa svoj dom polepšajte z najbolj kakovostnim laminatom. Naj bo izbiranje popolne talne obloge za vaš dom prijetno opravilo. Vašo izbiro po želji tudi ugradimo. Oglasite se v naših poslovalnicah in pomagali vam bomo izbrati najboljšo talno oblogo za vaš življenjski slog. Kemoplast, svet talnih oblog. Tako oddajo pa nadaljujemo z naslednjo gostjo. Polonca Bajc-Napret, direktorica Osrednje knjižnice Celje, je sedaj moja gostja. V uvodu sem povedal, najprej lep pozdrav, dober večer. Dober večer. V uvodu sem omenil, da smo zdaj ravno na sredi, sreda je sredi tedna splošnih knjižnic in tudi v Celjski Osrednji knjižnici ste seveda ta teden obeležili, ste ga še in ga še boste. Ker smo ravno na sredi, bi Polonca mogoče najprej spomnila čisto na začetku, mogoče kaj je sploh bistvo tega tedna in kako ste ga že v Celjski Osrednji knjižnici do sedaj obeležili. Ja, vsako leto med 20. in 24. novembrom v Sloveniji obeležujemo teden splošnih knjižnic. 56 osrednjih knjižnic je, vključno s krajevnimi enotami v Sloveniji skoraj 250, tako da smo knjižnice, bom rekla, kar pomembne in pogoste kulturne inštitucije. Seveda, bistvo pa je letošnji slogan našega praznovanja je knjižnica je ključ do širokih obzorij. S tem seveda želimo sporočiti našim obiskovalcem, da z leti vse bolj postajamo neke odprte inštitucije, kamor ljudje ne pridejo le zgolj po branje, po knjige, ampak da najdejo v knjižnici tudi košček miru ali prostor zase, kjer lahko v miru kaj preberejo, se izobražujejo, učijo, obiščejo tudi kakšno prireditev, ki jih je res veliko. Če povem, nekje do konca leta 2023 bo v naši knjižnici skoraj 200, kar je zelo veliko, so pa to seveda dogodki in prireditve za vse generacije, od najmlajših pa vse do najstarejših, vključno z našo univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki je izredno uspešna dejavnost naše knjižnice. Smo pa seveda začeli v ponedeljek in v ponedeljek smo nekako imeli, bom rekla, eno tako zelo pomembno prireditev, ker je to bil tudi urnik Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Gostili pa smo Tino Gorenjak, celjsko gledališko in pa filmsko igralko, ki je za svojim knjižnim prvencem trenutno ena najbolj branih avtoric v naši knjižnici in smo bili zelo veseli, da se je odzvala našemu povabilu, da pa je bil seveda dogodek še toliko bolj zanimiv, je pa pogovor vodil Renato Jenček, prav tako Celjan, gledališki in odličen filmski igralec, tako da je bil zelo lep večer. Smo ga pa popestrili tudi z nagradno igro, tako da so naši obiskovalci tudi žrebali številke, podarili smo 3 letne članarine in nekaj simboličnih nagrad. Aha, fino, to je bilo v ponedeljek. Danes je sreda, kaj pa še sledi v tem tednu? Ja, v tem tednu predvsem bi povedala za jutrišnji dan, ki bo ob 10. uri zjutraj v knjižnici pri Miško Knjižku. Gostili bomo mladinskega pisatelja Igorja Plohla in sicer bo predstavil svojo slikanico, ki je seveda nastala, bom rekla, za take težke življenjske preizkušnje. Namreč leta 2008, ko še ni bil star 30 let, ga je doletela huda nesreča, pri čisto, bom rekla, običajnem opravilu je doma padel in tako ostal paraplegik za vse življenje, tako da je sledilo dolgotrajno zdravljenje. Je sicer profesor in njegovi učenci so mu seveda ves čas zdravljenja pošiljali različne fotografije in slike in tako je nastala tudi ta slikanica, v kateri, bom rekla, za mlade prikazuje oziroma prikaže to težko preizkušnjo. Tako da jutri ob 10. uri bo knjižnica pri Miško Knjižku polna naših najmlajših. Pa če še nadaljujeva potem program za naprej? Ja, imamo še seveda tudi v soboto predstavitev slikanice Kristjana Webra, bralno-pogovorna urica nas še čaka, tako da do konca novembra še tudi eno predavanje magistre Tatjane Rozman, kater cikel sedaj poteka, tako da do konca novembra bo še kar nekaj dogodkov pravzaprav za vse generacije, tako kot sem že prej povedala. Ne dvomim pa, da pripravljate veliko dogodkov tudi za najmlajše. Pri vas je tudi ta znana knjižnica otroška Miško Knjižko, kjer se res trudite poskrbeti za najmlajše. Veseli december je namreč tu in tudi december velja tudi tako zaradi tega obdarovanja in vsega ostalega za neke vrste mesec tudi za otroke in kaj pa se že lahko malce zazremo tudi še potem, že lahko rečem kar naslednji teden. Ja, zdaj, ko ste ravno omenili knjižnico pri Miško Knjižko, res je, recimo mi vsak mesec pripravljamo statistične podatke in literatura, knjigice z knjižnice pri Miško Knjižko so najbolj izposojene, tudi obisk je precejšen, tako da to nas zelo veseli, kajti s knjigo moramo začeti pri naših najmlajših, da to kulturo potem seveda raste pri mladih in tudi potem v kasnejših življenjskih obdobjih. No, glede obiska bi še želela mogoče to povedati, da smo še do nedavnega se pravzaprav pohvalili, da je bil marec najbolj obiskan mesec, namreč kar 15.157 obiskovalcev smo ta mesec imeli zabeleženo na našem elektronskem števcu. Ampak, ko smo naredili oktobersko statistiko, pa smo ugotovili, da je ta podatek bil oktobra kar 16.800, kar je seveda razumljivo, namreč oktobra se začenja študijsko leto, tudi na univerzi za 3. življenjsko obdobje se začenjajo prireditve po nekem poletnem premoru, tako da je bil oktober eden najbolj obiskanih mesecev. Ja, seveda drvimo že v december počasi, zdaj te lučke, ki jih videvamo, nas že kar malce spominjajo na praznični čas. Tako da, ja, december je pa tisti mesec, ko zaključujemo našo tradicionalno prireditev z branjem do zvezd. To je bralna značka za odrasle in sicer letos že 12. leto zapovrstjo zaključujemo in na sporedu bo 12.12. Gostili bomo, sedaj že lahko povem, ni več skrivnost, alpinista Toma Česna. Tako da, kolikor sem videla, je že kar precej kazalk, ki jih morajo bralci oddati v naši skrinjici, tako da verjamem, da bo tudi to leto kar precej podeljenih priznanj na ta dan. Sicer pa bo še kar nekaj zanimivih dogodkov v decembru, verjamem, da bo še čas, če bom vse povedala, potem si ljudje tudi ne bodo tako zapomnili. Seveda, ni treba, ampak mogoče samo nakazilo,
da boste nakazilo, spet tako, zelo dejavni, oziroma bo tudi knjižnica, Srednja knjižnica Celje pospremila tudi to decembrsko dogajanje. Se pa tudi veselimo, ker v decembru tudi knjižnico praznično okrasimo in zdaj že drugo leto zapored sodelujejo pri okraševanju članice Univerze za tretje življenjsko obdobje iz krožka Ročna dela, tako da lani so skvačkale zelo lepe okraske, no, letos bo pa druga skupina, bo pa zopet neko presenečenje, tako da tista smreka okrašena potem v bistvu krasi vhod v našo avlo in je zelo prijeten kotiček, ker se potem ljudje tudi radi malce slikajo in tako naprej. Tako da je fino, praznični december se ga kar veselimo. No, tako. Polonce Bajc napred, najlepša hvala za obisk v studiu. Če letos ne, potem pa takoj v začetku prihodnjega leta spet malce spomnimo, kaj se dogaja, kaj v Srednji knjižnici Celje. Mogoče čisto za konec, veliko se dogaja. Knjižnica že lep čas ni več samo prostor, kjer ljudje gredo po knjige in gredo domov, ampak je prostor druženja. Tako, prostor druženja, vseživljenjskega učenja, izobraževanja, skratka nekih prijetnih, bom rekla, utrinkov vsakega dneva. Tako da vabljeni v Srednjo knjižnico Celje. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Prišli smo do konca še ene tedenske izdaje. Hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, in kot vedno ob koncu vas lahko samo še povabim k spremljanju oddaje prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav in srečno!